Meni se zdi pomembno, da slovenski jezik uporabljamo. Če ljudje poslušajo tole v slovenščini, je boljše v slovenščini. Ja. Sam kakšne besede najbrž se mogoče ne bom spomnil, tako da bomo videli, kako bo. Mislim, da je to ena najpogostejših kritik, ki jih dobimo na to oddajo, da preveč tujk uporabljamo, predvsem angleških. Tako da jaz mislim, Na mojem področju ne vem, če zelo veliko sploh ne obstaja slovenskih besed, ne? Tako da mogoče so kakšne obstajajo, pa jaz ne vem, da obstajajo. Tudi, bomo videli. Pa se trudijo slavisti držati nekako, biti v stiku s časom, da se nove besede dodajo v slovenski jezik, ali je to področje tako hitro razvijajoče, da je težko slediti? Po moje hitro razvijajoče in potem, ko je, če recimo v angleščini je nov izraz, potem vse, kar se naredi, se uporablja isti izraz v slovenščini, pa se ga nekako posloveni malo. To je edino. Ne vem, verjetno ne spremljam dost, koliko se v slovenščini to razvija. Ker jaz sem že kar nekaj let v Avstraliji tam. Odraščali ste pa kje? Ja, jaz sem tukaj iz Ljubljane. Jaz sem v Ljubljani sem šel vso šolo in univerzo. Univerzo v Ljubljani sem kemijo tukaj naredil. Potem, ko sem končal kemijo, potem sem šel jaz v Ameriko v doktorat delati. Po Ameriki sem pa potem šel v Avstralijo. V Teksasu ste delali doktorat. Zakaj ste se pa odločili za univerzo v Teksasu, recimo? Jaz sem se v bistvu odločil za področje. In takrat kemijo sem študiral na Univerzi v Ljubljani in za diplomsko delo sem naredil en projekt, kjer sem določil eno kristalno strukturo, ene male molekule. To je bil z enim profesorjem Vanetom Lebanom, ki je zdaj se že upokojil. In takrat sem potem videl, da ljudje uporabljajo isto metodo za makromolekule, kot proteini ali beljakovine, nukleinske kisline pa tako naprej, pa komplekse teh makromolekul. In te so veliko bolj kompleksne in veliko bolj zanimivo se mi je zdelo gledati strukturo teh. Ne? In takrat tukaj v Sloveniji ni bilo opreme za to, ni bilo izkušenj o tem, tako da v bistvu, če sem se hotel to naučiti, sem mogel nekam drugam. Ne? In v Ameriko je bilo nekako malo bolj lažje organizirati in gledati doktorat v Ameriko, kot je tukaj po Evropi. Ker vsaj takrat so se najbolj še vedno res, oni so odvisni od tega, da doktorski študenti pridejo z nekje drugje, njih ne rabijo danes v Avstraliji, je podobno. Ne. Tako da je bilo v bistvu zelo enostavno nekako zaprositi na par univerz in University of Texas je bila ena od teh univerz. Jaz sem za 4 univerze sem takrat zaprosil in na koncu sem se odločil za to, ker so imeli najboljše pogoje, nekako najboljše eksperte tam na tem področju. In tako da na srečo se je dobro išlo, ker sem potem delal doktorat z enim Nobelovim nagrajencem in projekt je, čeprav za 2 let ni deloval, pa je pa nekako malo šlo, tako da sem potem končal, v bistvu še dosti hiter. Tako da na koncu je to šlo v redu. Je bila dobra izbira. Ja, hvala vam, ker ste si vzeli čas danes. Ni problema. Za tale pogovor. Ja. Mogoče bomo imela mali izziv, zato ker bi predstavil jaz rad vaše področje, splošni populaciji in meni tudi, ker zelo malo vem o tem. Mene veliko stvari zanima v življenju, ampak ta mi nikoli ni precej okupirala. Ne? Zdaj, zadnje čase sem pa videl, da se na tem področju dogaja ene pomembne velike stvari, pa bi lahko začela s tem, da to področje malo predstava, pa greva pa na te stvari, ki mene zanimajo, da mi probate jih orisati, predstaviti. Pa mogoče za začetek, zakaj je to področje pomembno ali pa katera stvar je bila taka v zgodovini tega področja nekako prebojna ali pa kdaj se je sploh začel?
Ja, najprej moramo sploh nekako področje definirati malo, kaj jaz delam. Jaz bi rekel, je strukturna biologija. Aha. To je moje splošno, kar sem v bistvu celo svojo kariero po dodiplomskem študiju, cela moja kariera je strukturna biologija, ampak strukturna biologija v bistvu lahko vpliva na različna druga področja. In predvsem zadnje čase mi delamo na proteinih, ki so pomembni v imunskem odzivu. In zato je v bistvu lahko tudi rečem, da delam imunologijo zdaj, ampak nekako strukturno imunologijo. Ne. Ampak jaz bi rekel, da sem bolj ekspert na strukturni biologiji, to sem delal od začetka. Zakaj pa ta izraz strukturna biologija? Zato, ker nas zanimajo strukture makromolekul. Makromolekul. Tridimenzionalne strukture velikih makromolekule so samo velike molekule, naprimer proteini ali beljakovine, naprimer nukleinske kisline, tudi eni kompleksni sladkorji nekako to pašajo, in maščobe tudi, ne, v določenih primerih. To spravi, vse te velike molekule se tudi vežejo eno drugo, in tako da imamo tudi potem komplekse različnih, recimo eni proteini se vežejo na nukleinske kisline, potem lahko določimo kompleks tega in tako naprej. Ne. Tako da jaz sem, takrat, ko sem jaz šel doktorat delati, takrat, to je bilo kar par let nazaj, ne, jaz sem začel leta 1989 doktorat, 1989, in metode za določene teh tridimenzionalnih struktur so bile malo manj razvite, kot so zdaj. In takrat je bila ta glavna metoda, se imenovala kristalografija. Kristalografija se imenuje zato, ker moramo narediti kristale, in potem, ko imamo kristale, če jih obsevamo z zelo močnimi, zelo močno v bistvu svetlobo, to je rentgenski žarki, to je nevidno svetlobo, ampak to je tudi fotoni, rentgenski žarki, potem dobimo klone. In ta metoda je 10 let nazaj imela 100-letnico, tako da je verjetno 110 let, nekaj takega je stara, in razvila se je, ker je, to so bili von Laue pa brat pa sin Bragg, Lawrence pa William Bragg, te so bili ti so začeli razvijati to metodo, in so ugotovili, da če iz intenzitete teh odklonov, ne, če da kristal v rentgenske žarke, potem so odkloni, v bistvu žarki grejo v enem kotu stran, ne sam skozi, ne, ampak se vklanjajo v določenem kotu, in iz intenzitete teh odklonjenih žarkov potem lahko določimo, kaj je struktura noter v tem kristalu. Okay. Kaj je v kristalu in kakšno tridimenzionalno strukturo ima. Ne. Videti pa ne moramo v ta kristal oziroma te molekule z nekim aparatom, da bi lahko določili strukturo. Ja. Se to še vedno uporablja, ta metoda za določanje? Ja, kristalografija v bistvu moramo, vidimo lahko uklonjene žarke in potem zmerimo intenziteto teh žarkov in z tega potem določimo strukturo. Se pravi, da je več stopenj in ne moramo direktno videti. Ne? In v glavnem ne moramo videti, ker res nimamo dobre optike za rentgenske žarke. Ne? To je ena od več metod, ki jih lahko uporabljam, ampak je v bistvu najbolj popularna do zdaj in najbolj nekako močna in največ se da z njo narediti. Ampak zdaj v zadnjih 10, mogoče malo več letih, se je pa še ena metoda razvila, oziroma ena metoda, ki smo jo že dolgo tudi poznali, in je pa elektronska mikroskopija, ampak v zadnjih 10 letih je bil zelo veliko razvoja na tem in v preteklosti nismo imeli velike ločljivosti z elektronsko mikroskopijo. Tako smo videli nekako oblike, ampak zelo majhne ločljivosti, recimo, da so nekako makromolekule, nekako krokle, imajo take obliko krompirja ali nekaj takega, ampak nismo pa mogli videti detajlov. Ne?
V zadnjih 10 letih se pa veliko stvari razvili, tako da zdaj lahko pa vidimo tudi to atomsko ločljivost. Tako da zdaj nekako elektronska mikroskopija postaja konkurenca kristalografiji, obe sta se še vedno zelo veliko uporabljajo. Elektronska mikroskopija rab še nekaj časa, da se bolj avtomatizira in da se bolj razvije, ampak pomembno je pa to, da lahko jo uporabljamo za stvari, ki jo ne moramo kristalizirati. Če gremo nazaj na kristalografijo, rabimo kristale. Ne? In makromolekule v glavnem v naravi ne obstajajo kot kristali in moramo mi najti načine, da nekako naredimo kristale. To je problem. In za nekatere se ne da narediti kristalov, tako da v tem primeru kristalografije potem ne moramo uporabljati. Včasih lahko naredimo zelo majhne kristale in so tudi ene metode, ki so se razvile tudi v zadnjih 10-20 letih, ki jih lahko uporabljamo za zelo, zelo majhne kristale. To je metode, kjer imamo zelo močne rentgenske žarke. Tam v bistvu je ena taka metoda ali v bistvu instrument, ki se uporablja, se imenuje X-ray Free Electron Laser, ki bi bilo rentgenski prostoelektronski laser. V bistvu ni laser, ampak so rentgenski žarki, ampak deluje pa tako, da dobimo pulze rentgenskih žarkov, ki so tako zelo, zelo močni, veliko bolj močni, ki jih na druge načine lahko dobimo. In za te lahko uporabljamo zelo, zelo majhne kristale. Potem je pa še ena metoda, ki se je razvila tudi za zelo majhne kristale, se imenuje, ki pa spet elektrone uporabljamo, tako kot za elektronsko mikroskopijo, ampak zdaj gledamo uklone, tako kot pri kristalografiji in zato lahko uporabljamo potem, v bistvu uporabljamo čist na enak način dela kot rentgenska kristalografija, samo da namesto tega elektrone uklanjamo. Elektroni zelo reagirajo z kristalom, tako da se hitro uklanjajo, tako da rabimo, tako da če grejo skozi en sloj kristala, se že uklanjajo. Reče, da uklanjajo, spremeni se smer. Spremeni se smer teh žar. Te uklanjenske žarke, to nam da to informacijo o strukturi. Ne? Mi rabimo to. Večino, predvsem z rentgenskimi, večino žarkov gre skozi, direktno skozi. Ampak to nam ne da nobenih informacij. Samo tisti, ki se uklanjajo, nam pa povejo, kaj je struktura noter v kristalu. Ne? Koliko je zanimivo to, nekako moja intuicija ne more tega sprocesirati. Glede na to, kako se ukloni svetloba, pomeni, da se pravi struktura znotraj kristala vpliva na to. Zakaj? Zato, ker se uklanja zaradi elektronov, ki so noter v tem kristalu. Ne? Rentgenski žarki nekako reagirajo z elektroni in zaradi tega se uklanjajo. Ne? In tam, kjer so elektroni so okoli atomov, tako da nam v bistvu pove, kje so atomi noter v kristalu. Zato deluje. Ne? In elektroni se pa tudi reagirajo z elektroni, pa tudi s pozitroni v atomih in se isto uklanjajo, drugačna fizika, ampak se tudi uklanjajo, ampak ne morejo pa prodreti skozi kristal, zato delujejo za zelo majhne kristale tudi. Ampak v obeh primerih je v bistvu isti način določamo strukturo. Elektronska mikroskopija je pa tudi uporabljamo elektrone, ampak ne uklone, ampak direktno vidimo, kako izgleda. Ne? In zaradi tega, ker z elektroni dobimo tisto visoko odločljivost, ker recimo z optičnim mikroskopom ne moramo dobiti. Ne? Tako da z elektronskim mikroskopom imamo v bistvu obe te metode na voljo. Ena je elektronska mikroskopija, ki direktno vidimo makromolekulo, ta druga je pa elektronska difrakcija ali uklanjanje, kjer pa rabimo kristal. Kaj pa je kristal v bistvu? Kakšno je to kristal stanje? To je eno od teh trdnih stanj. Če recimo vzameš sladkor ali pa sol, je najbolj termodinamično stabilna struktura v trdnem stanju je kristal.
Ampak za makromolekule pa nažalost ne, zato moramo ene trike uporabljati, da kristalizirajo. Kaj, temperatura ali kakšne... Ja, zelo visoko koncentracijo naredimo v raztopini in potem nekako uporabljamo metode, da zvišamo koncentracijo in potem se v enih določenih pogojih se bojo kristali naredili. Večina pogojev se samo oburi, pa dobimo nekaj tazga, eno tako oborino, ki nima nobene, ni kristal, ne, ni. Ker kristal je to, da se molekule nekako nanizajo v ene tako, organizirane so v ene tako tridimenzionalni, nekako uredijo se tako nekako, to je kristal, ne. In zaradi tega ima tudi te lastnosti, da se potem te žarke uklanjajo, ne, zato rabimo kristal. Če imamo pa molekule v različno obrnjene, potem pa ne dobimo, se tudi teoretično še zmeraj dobimo uklone, ampak zaradi tega, ker se vsaka uklanja v drugo smer, potem ni nobenega signala. Ampak tam, ko imamo pa kristal, so pa vse obrnjene v isto smer in zato nekako se to amplificira in potem dobimo te uklanjene žarke, ki jih lahko potem zmerimo. Kdaj se je pa to področje začelo ali pa kakšni so bili preboji tukaj? Kot sem rekel, kristalografija se je začela 110 let nazaj, nekaj tazga, tako okoli 1910. In takrat so določili tudi prvo kristalno strukturo, ampak to je bila struktura soli, sodijev klorid. To je bila ena najbolj enostavnih kristalov, ne. Tako da je trajalo približno 50 let od takrat, da so potem prvo strukturo makromolekule, to je bil protein. Ta prva struktura je bil en encim, ki je bil mioglobin, en protein, ki se imenuje mioglobin, ki je v bistvu kisik, se uporablja da veže kisik. Potem naslednja je bila hemoglobin, ki ima podobno funkcijo. Te sta bile te prve strukture, potem pa prvi encim je bil pa lysozajm, se imenuje lizocim, meni se di po slovensko. To je pa prvi encim, ki katalizira eno reakcijo, ker veliko proteinov je encimov in so katalisti za ene take kemične reakcije. Ne. To je bila ta prva taka. In zdaj je tisoče struktur že rešenih, ne. Tako da zdaj imamo več kot 50 let te makromolekularne kristalografije že in je zelo veliko struktur. Elektronska mikroskopija gre pa malo bolj počasi, ampak lahko veliko tudi bolj kompleksne molekule, ki jih ne moramo kristalizirati, ko zdaj določamo strukturo tudi s atomsko ločljivostjo. In zdaj, ko to recimo spoznate neko strukturo, neke makromolekule, kako se lahko to v praksi uporablja, na katerih področjih? Zdaj, veliko različnih načinov je, da je to uporabno. Ta prvi je, ampak najbolj pomemben je to, da začnemo razumeti, kako te proteini delujejo. Vsak protein ima eno določeno funkcijo v naših celicah, v našem telesu in na ta način potem vidimo tako na molekularnem nivoju, na atomskem nivoju, čist na najmanjših podrobnostih, kako te proteini delujejo, kar delajo. Ne. Prej sem omenil encim, veliko proteinov je encimov, katalizirajo oziroma pospešujejo te kemijske reakcije, ki drugače same ne bi šle, ne, ampak potem protein pa potem veže recimo ta substrat in potem ga modificira v nekaj drugega, in kar rabimo v našem telesu in potem, če določimo strukturo, potem vidimo, kje se te substrati vežejo, ko tudi naredimo strukture tega kompleksa s substratom, tako da je tudi ta ligand substrat, da je vezan tam. Lahko potem tudi naredimo inhibitorje, ki so potem lahko uporabljamo kot zdravila, naprimer, ali pa za druge namene, kot pesticidi in tako naprej. Sprav, da zaustavijo nek proces. Ja. Tako da, recimo, če je encim, ne, potem, ampak dela ga hočemo ustaviti v našem telesu, ker mogoče je preveč aktiven ali pa kaj takega, potem naredimo inhibitor in potem ustavi to reakcijo in potem
mislim, da ga lahko uporabljamo naprimer, kot zdravilo. To je en načinov. Vsi proteini niso encimi, da bi imeli te kemijske reakcije, da bi katalizirali kemijske reakcije. Eni se samo vežejo en na drugega, eni so tako bolj strukturo v celici določajo pa tako naprej. Tako da imajo veliko različnih funkcij, ampak za vsako stvar, če vemo, če poznamo to tridimenzionalno strukturo, potem lahko vidimo, kako ta proces deluje. Ne? Recimo, kar mi večinoma študiramo, posebno za zadnjih 10 let, je ta imunski odziv. In potem imamo v bistvu, kako to deluje, je, da so tam eni receptori na celici, ki nekako zaznajo, da je tam mogoče en patogen, nekaj, kar mogoče ni dobro za celico, in potem začnejo na tako signalizacijo v celici, da potem celica se na to odzove. Ne? To je zdaj imunski enzim. In mi poskušamo razumeti, kako ta signalizacija deluje. In v glavnem to gre skozi tem, da se molekule vežejo eno na drugo. Včasih tudi so spet kakšne encimske reakcije, naprimer, da katalizirajo pretvorbo ene spojine v eno drugo, ki potem nekak signal dobijo. Ki potem je ta signal, da se mora nekaj narediti in tako naprej. A ste kdaj razmišljali, zdaj bom šel čist nazaj, ste kdaj razmišljali o celemu začetku tega, ne? Se pravi, kakor jaz razumem, ne? Je naše vesolje bilo sestavljeno izključno iz vodika v zgodnji fazi, ne? In potem začetek teh reakcij, ne? Potem se je helij, se mi zdi, ustvaril, ne? In potem kompleksnejši elementi. Ne? A ste kdaj razmišljali o tej celi sliki pa zgodbi, ker zdaj smo šla zelo na nek tak mini nivo, kako neka mala stvar dobi signal, da je neka druga stvar prisotna in potem se odzove na njo, ne? In kako je to vse v nekem, ne vem, a bi rekel sožitju ali... Ja, to je rezultat evolucije. Ne? To se je nekako razvilo milijoni let in tako zdaj to so zelo kompleksne stvari, če greš v celico, ne, in imaš tisoče proteinov in si delajo skupaj in regulirajo en drugega. Tako da to je zelo težko razmišljati o tem, kako je to možno, da smo prišli do tega. Ne. Mi v glavnem študiramo to, kako se stvari delujejo trenutno in še to ne razumemo dobro. Ne. To bomo čez stotine let študirali, da bomo čisto vse razumeli, kako vse skupaj deluje. Ampak, ko je pa do tega prišlo, to je pa še težje vprašanje, po moje. Nisem prav ekspert v tem, ampak kar sem jaz prebral, oziroma kar jaz vem, je, da ljudje predvidevajo, da se je nekako življenje začelo z ribonukleinskimi kislinami, da proteini so prišli šele kasneje. In eden od dokazov oziroma razlogov za to je to, da je ena najpomembnejših encimov ali v bistvu motorjev v celici je tak, ki dela proteine, ribosom. In ribosom je sestavljen v glavnem iz ribonukleinske kisline. Posebej, če greš v organizme, ki so malo manj nekako razviti, ki so se nekako ločili od te poti do človeka prej, ne, recimo bakterije, pa ki so enocelični, bolj enostavni, ne, bakterija pa arheje. Ribosomi imajo v glavnem ribonukleinsko kislino, so iz tega narejeni in zelo malo proteinov. Tako da ljudje predvidevajo, da prvi ribosom je bil iz ribonukleinske kisline in šele potem se je nekako razvilo, da so se lahko potem proteini delali. Proteini so pa, ribonukleinske kisline so nekako polimeri teh nukleinskih kislin, ne? In potem te ribonukleinske kisline so nekako ugotovile, kako lahko naredijo proteine, ne? Iz aminokislin. In
ljudje mislijo, da se je nekako na ta način to razvilo. Tako da nekako je moglo biti nekako to glavnem, ki se o tem pogovarjajo, o tem govorijo kot primordial soup, to je nekakšna juha, ker so bile tam neke molekule, ki so bile takrat prisotne, ne, in so se nekako nukleinske kisline najprej razvile in potem je šlo to naprej in potem smo šele dobili aminokisline in proteine. Se pravi, kar je mogla ta prva oblika imeti, je, da je neka struktura bila bolj uspešna pri generiranju nove strukture. Ne? Ker tukaj rabimo mi ta začetek, da imamo to linijo evolucije, v bistvu sploh začetka. Ker predtem je vse sam juha, pa reagira drugo na drugo, ampak ta sila tega, sila po preživetju ali pa sila po nadaljevanju strukture je potrebna, da ne začnemo vsakič znova. Ne? A bi se strinjali? Ja, no, zdaj gremo čisto na področje filozofije, verjetno. Sem znanstvene filozofije. A niste pogledal, kam ste prišli, kakšno oddajo? Tako da, po moje, mislim, zelo težko bo karkoli dokazati, kako se je to zgodilo. Ne? Čeprav ljudje delajo eksperimente, da bi nekako poskušali obnoviti, kaj se je zgodilo. Zakaj se je zgodilo? Ne, to pravim, da je potem gremo čisto v filozofski sfero. Zaradi tega, ker življenje je to, da se potem obnavlja. Ne, in zakaj se je v bistvu sploh to razvilo, da se potem življenje obnavlja in da se potem naprej razvija. Ne? Ker večina procesov je nekako se zgodi, pa pol konc in potem se še enkrat zgodi, pa pol konc. Ja, tukaj ni konc, ne? Ja, tukaj se pa gre pa to naprej v eno smer, ne? In se razvija naprej, življenje se nekako razvija, evolucija gre in bolj kompleksno in tako naprej, ne? Edino, kar jaz lahko v tem pripomorem, mislim, moj vidik na to je, da je pač so bile verjetno naključno, ne vem, ne take razmere, da se je to nekako zgodilo in potem se je to nadaljevalo in potem se ni dalo več ostati. Tako bi jaz o tem razmišljal, ampak če pa to prav ali ne, ali če ne vem, če so kakšni dokazi ali karkoli, to pa nimam pojma. Ni čisto moje področje. Ne? Vse to se mi zdi najbolj smiselno, kar se zdaj rekel. Če imamo toliko poizkusov nečesa, bo enkrat se sestavili v neko strukturo, ki se bo pa nadaljevala, ostale pa odmrejo. Ne? In to je točno to je evolucija. Ne? Ampak verjetno bi bilo zelo zanimivo vedeti, kakšna je verjetnost za ta dogodek, zato da bi določili, glede na velikost vesolja, pa vseh teh juh, a je še kje ta proces se simultano ali pa ne simultano tudi zgodil. Ne? To bi bilo zelo zanimivo. Zato ljudje, verjetno, mislim, ljudje, ki delajo eksperimente na tem, to je ena bistvenih stvari, ki jo poskušajo najti, kakšna je možnost, da ste se to naredili, ne, in ali so bili kdaj taki pogoji, da se je sploh to, da so bile take določene molekule prisotne skupaj, ne, da se je to sploh lahko naredilo. Ne. To je verjetno potem en dokaz, da so nam mogoče na pravi poti, pa da se je na tisti način to naredilo. Ne. Omenila sva RNK, ne? Kakšna je pa razlika med DNK-jem pa RNK-jem? Zelo majhna, ne? Ribonukleinska kislina, pa DNK je pa deoksiribonukleinska kislina, tako da te nukleinske nukleotidi imajo samo eno majhno spremembo, da ene hidroksilne skupine ni na deoksi, zato se imenuje deoksi. Ne? Ampak to potem da drugačne lastnosti tem dvem nukleinskim kislinam, če jih zvežemo v tak polimer. Deoksiribonukleinska kislina je nekako bolj rigidna zaradi tega in se nekako spoji v drugačne strukture, zato imamo tam tiste dvojne vijačnice. Bolj kompleksna struktura kot RNK, ne? RNK je verjetno bolj kompleksna, mislim bolj, jaz bi rekel, da je DNK je bolj regularna, nekako. V glavnem se vežejo te dvojne vijačnice, ne? Ni zelo veliko drugih takih stabilnih struktur.
Potem, ko RNK je pa veliko nekako bolj kompleksna in dela različne bolj kompleksne strukture. Ampak zato imate te dve različne funkcije. DNK je bolj, da shranja to informacijo, za kakšne proteine bomo naredili, ampak potem rabimo pa RNK, da najprej moramo narediti RNK in potem RNK nekako potem prevedemo, ne, zato se imenuje potem translation, prevod, ki je v bistvu prevod iz nukleinske kisline, prevedemo v aminokisline. Ne. Če potem tam imamo potem tiste 3 nukleotide skupaj, nam pove, kjera aminokislina je to in potem ribosom, ki smo ga že prej omenili, potem da tisto aminokislino in jo veže za eno drugo in potem zgradi protein. Koliko pa razumemo DNK-ja, koliko razumemo ta zapis v procentih? Ja, zdaj, to je tudi ena od velikih enih stvari, ki se je zelo hitro razvila v zadnjih, to je pa verjetno 20 letih, da lahko potem, da to zaporedje nukleinskih kislin v DNK ali pa RNK se da zelo hitro določiti. Ne. Tega prvi človeški genom je bil enkrat v začetku tega tisočletja. Ne. In zdaj pa v bistvu to čisto rutinsko. Pa kakšna je bila cena? Mogoče lahko to poveva. Tukaj se naredil samo o milijonih in milijonih. Takrat so bili milijoni, zdaj pa mogoče $1000 za eno človeški genom ali pa par $1000. Tako da se res to rutinsko da narediti. Če ima nekdo neko bolezen, če hočemo najti, kaj je mogoče razlog za to bolezensko stanje, potem en način je, da cel ta človeški genom naredimo zaporedi in potem vidimo, kje se razlikuje, kar bi bil lahko mogoče razlog, da vodi do te bolezni. Ne. To se zdaj rutinsko dela in to je res v zadnjih 20 let je bilo to, se to sploh ni dali in je bilo blazno drago, ne. Zdaj se pa to dela rutinsko. Ne. In tudi za druge stvari, ne samo človeški genom v bistvu sploh ni najbolj kompliciran. Recimo, ene rastline imajo veliko večje genome, potem posebni ene, recimo pšenica, nekako so razvijali tisto, ko so križali pšenico, pa se je to 8-krat, tako da je v bistvu genom 8 ponovitev enega genoma in potem je toliko več treba teh aminokislin potem določiti. Ne? To je še bolj težko. Ne? Za bakterije, pa take, ki imajo pa malo bolj enostavne genome, to se pa takoj, verjetno par urah ali pa se da cel genom določiti. Tako da to je zdaj zelo veliko področje, ta genomika, ne? In zelo uporabno, ker potem, ko vidimo, potem za cel to, kar rečemo genom, to so vse nukleinske kisline v enem organizmu, ne? Potem vemo, iz tega lahko potem ugotovimo točno, kateri proteini so narejeni in kakšni so in kakšno je njihovo zaporedje. Tako da je to zelo pomembno. Ampak kar pa jaz potem delam, je pa mi uporabljamo te informacije iz genomike, ampak potem mi gledamo posamezne proteine. Kako so drugačni, zakaj imajo določene funkcije in tako naprej. Ne. Okay, če prav razumem, mi smo zdaj nekako na poti tega, da lahko beremo to, se pravi beremo. In tako, kot je bilo na začetku interneta, ne? Internet se je začel in je bil v bistvu samo način, da si dobil informacije, ne? Da si bral informacije, potem Web 2.0 je prišlo do tega, da si začel pisati te informacije oziroma dodajati vsebino na splet. Ne? Kako smo pa na tem področju, da bi mi znali ta zapis spreminjati, manipulirati v svoj prid, ne? V prid naše vrste? Ja, to je zdaj spet eno veliko področje, pomembna etika, ne, tega, ker je to res lahko zdaj zelo veliko metod je, da lahko začnemo to spreminjati v naš prid ali pa za slabe namene. Ne.
In tako da najprej si to razvili, da smo lahko začeli bakterije, ki so bolj enostavne, pa malo lažje DNK nekako noter unesti v bakterijsko celico in to mi uporabljamo vsak dan. Mi, recimo, če gremo nazaj na kaj mi delamo, strukturno biologijo, mi rabimo veliko količine proteina in način, na katerega to naredimo, je, da mi rečemo enim bakterijam, unesemo ta DNK od proteina, ki ga mi hočemo, v eno bakterijo, ki ga ponovadi ne naredi, lahko je človeški protein, lahko je rastlinski protein, karkoli. Mi damo noter v bakterijsko celico in potem ta bakterija začne izdelovati naš protein, potem ga mi izoliramo, potem imamo velike količine. To je recimo, to je bila ena prvih takih uporab, da smo, da lahko nek organizem zmanipuliramo. Ja, na ta način, da delajo nove proteine. Ne? Ampak to pri nas zato, da lahko potem izoliramo ta protein, v drugih primerih zato, da se nekaj spremeni v tem organizmu. Recimo, če hočemo, da bakterija nekaj novega dela, recimo, lahko vnesemo en encim, potem bo ta bakterija imela zdaj to funkcijo, ne? In potem lahko, to se recimo v biotehnologiji uporablja, da potem lahko uporabljamo te bakterije, da nam recimo veliko področje recimo razgrajevanje plastike, ne? Ko so našli ene encime, ki lahko razgrajujejo plastiko, zdaj poskušajo proizvesti take bakterije, da bi potem dali plastiki in bojo potem razgrajevali plastiko. Ne? Tako da je zelo veliko različnih uporabnosti tega. Ne? Eno zelo pomembno področje je pa seveda, da sami sebe zboljšamo. Ne? In kjer je to nekako etično, mislim, ljudje mislijo, da bi to morali narediti, je to, da zdravimo bolezni. Ne? Ampak da je še zmeraj velika debata, kje je ta linija med zdravljenjem bolezni ali pa zboljševanjem nas. Ne? Ker v bistvu včasih je to, mogoče ni bolezen, ki bi nas ubila, ampak je bolezen, ki nas mogoče malo, nismo tako dobri na nečem. Ne? Ampak to se pa, da zdaj, če tako mislim, ali sploh imenujemo bolezen ali ne. Ampak recimo staranje, ne? Ja, eni govorijo skozi staranje kot bolezen, ki jo lahko pozdraviš oziroma zamakneš. To je ena taka tista siva področje, ne, kjer ali je to res zdravljenje ali je to zboljšanje, ker pa mogoče etično ne bi smeli delati. Ne. Ja, tisti, ki zagovarjajo to naravo ali pa naravnost, ne, so dostikrat na spolskem področju, ne, ker bi rekel, ni naravno to delati, da bi človek živel 150 let. Ampak pol je pa takoj naslednje vprašanje, koliko pa je naravno, da človek živi. Ne? Ker to ni enostavno odgovoriti, ker to se je spreminjalo čez zgodovino. Ne? In že tukaj vidimo, da debata mora biti odprta. Ne? Ja, in meni se zdi, da nasplošno se kot človeštvo se lotevamo tega na ta prav način, da je zelo veliko debate o tem, da se to regulira, ne? In da potem počasi to razvijamo v ta pravo smer. Ampak problem je to, da potem, če ene te metode postanejo dosti enostavne, potem so zmerjeni zlobni ljudje ali eni ljudje, ki hoče nekako na hiter nekaj pridobiti za sebe, ne, ki bojo to uporabljali potem mogoče na neetične načine. Ja, to je spet področje, spet gremo od področja, ker nisem jaz spet velik ekspert, ampak jasno o tem veliko slišam, ne, o tem, kar jaz delam. Ja, sej, vem, da niste, ampak vse mi... Hvala. Vse me zanima, kaj tak ki ima tak background, kot ga imate vi, razmišlja o teh stvareh, ki bojo zelo pomembne v tem stoletju. Recimo že to zdaj opažam te trende glede staranja, pa glede tega podaljševanja življenja, pa to, da ne bi mogoče umrl. Ali pa predtem že, da mogoče bomo vse bolezni enkrat pozdravili, ne? Da jih dejansko ne bo. Ne? In tudi, če niste strokovnjaka, me zanima, če razmišljate kaj o teh filozofskih aspektih, ja, ker se vaše področje dotika njih. Ne? Ja, seveda, veliko razmišljam o tem.
mislim, berem bolj poljudne knjige o tem, ne, ker na koncev, čeprav jaz v bistvu delam na zelo ozkem področju, ki se nekako vsega tega tiče. Danes so stvari nekako toliko specializirane, da jaz mislim, vsak dela na enem kar ozkem področju. Ne. To je v glavnem iz praktičnih razlogov tudi, ker recimo mi delamo strukturno biologijo in da to delamo v redu, rabimo eno določeno opremo, ki je že tako komplicirana, že to ima več korakov, ki jih moramo narediti. Moramo narediti DNK, da nam proizvede naš protein, potem moramo proizvajati ta protein, to se ponovadi reče izražanje, recimo v bakterijah ali pa v drugih celicah, in potem moramo ali kristalizirati, ali uporabljati te elektronsko mikroskopijo in tako naprej. To je spet naslednji korak, potem rabimo te opremo za te rentgenske žarke ali pa elektronske mikroskope, te rabimo računalnike, da vse to procesiramo. Da že to ni enostavno, ne, je veliko različnih stvari, ki moramo nekako prinesti skupaj in že to imeti pod kontrolo je komplicirano. Tako da v glavnem se eksperti na določenih področjih zelo potem specializirajo, da lahko delajo eno, ampak mi potem sodelujemo z drugimi. Ne? Recimo, mi v glavnem nas zanima ta struktura proteinov, zato da razumemo funkcijo. Ne? Ampak potem struktura nam pove, to pa verjetno na ta način deluje, ampak potem je treba to nekako testirati. In en način, da se to testira je potem, da se gre nazaj v celice ali pa organizme, recimo, da se naredimo hipotezo, te aminokisline v tem proteinu so pomembne, naredimo eno nekako mutacijo, potem ta mutiran protein damo v organizem in vidimo, kakšen učinek ima. In to recimo jaz nimam direktnih izkušenj s tem, ne? Ampak sodelujem potem z enim drugim laboratorijem, kjer pa imajo to opremo pa izkušnje, potem delamo skupaj. Ne? In to najboljša znanost deluje na to, da ljudje z različnih področij tako nekako skupaj delujejo. Ne? Ja, verjetno včasih res, ko nismo še pobrali teh nizko ležečih jabolk, je lahko en človek zelo široko pokrival področje. Ne vem, Leonardo da Vinci mi pade na pamet, ker je delal res 4 različna področja. Danes je pa verjetno res, ker je tako težko te nove stvari odkrivati, se mora res nekdo posvetiti celo svoje življenje za eno ozko področje. Ne? A vidite kakšno nevarnost, da bi izgubili kot človeštvo neko to širšo sliko, vsak bi delal svoje zelo ozko področje in ne razumel cele slike, recimo, ne? Ker tukaj so do etike prišla prej. Ne? Lahko nekaj delamo, ne? Ampak ne vidimo, kako bo to vplivalo na širše. To ne vem, mislim, kot človeštvo, ne, saj so ljudje z različno ekspertizo, z različnimi izkušnjami in tako naprej in kot človeštvo, mislim, posameznik je siguren, da nekako verjetno, da ne moramo razumeti določenih področij, določenih problemov, ampak kot človeštvo pa po moje to ni problem, ne? Zato pa moram, če delamo skupaj, ne? Po moje to lahko nekako gre v pravo smer, ne? In kontroliramo v pravo smer. Zato imamo tudi, so ljudje na različnih, imajo različne funkcije. Ne? Meni, recimo jaz delam raziskovalno delo, imamo laboratorij, ampak potem recimo jaz imam na naši univerzi, en je vodja našega oddelka, potem je vodja enega večjega inštituta, potem je tam na vrh vice chancellor in oni nekako, njihova funkcija je, da nekako nam pomagajo, da delamo skupaj, da delamo na pravi način, v pravo smer in tako naprej. Ne? In pa jasno, da imamo, če
na vsaki državi imamo ljudje, ki nekako kontrolirajo, kaj se dela potem v celi državi in potem svetovno. Ne. So različne raziskovalne, mislim, so različne skupnosti ali organizacije, recimo, kjer ljudje sodelujejo na določenih področjih in tako naprej. Zato imamo vse te, je vse organizirano na ta način, zato da nekako to gre v pravo smer in da se to kontrolira in tako naprej. Pa ste bolj optimističen ali pesimističen glede prihodnosti? Ker se mi zdi, da splošna populacija, recimo zdaj med COVID-om, je bilo zelo tako zanimiva situacija, ker zdaj je že, ne vem točno, če je bilo čisto dokazano, ali pa nakazuje se na to, da je ta virus bil v laboratoriju, da je recimo ušel iz laboratorija, ne? To se mi zdi, da je kar zdaj že taka glavna narativa, ne? Preveč stvari kaže v to smer, ne? Na začetku je bilo tretirano to kot neka teorija zarote, oziroma se je to precej posmehovalo temu, ne? Ampak tako, mi zdaj znamo manipulirati naravo, že nekaj časa jo, ampak zdaj jo vedno bolj znamo, ne? In vedno bolj jo bomo znali, ne? To, kar sva govorila. A mislite, da so te strukture, ki ste jih zdaj opisali, ne? Te hierarhije, dost pravilno zasnovane, da nas v pravo smer potisne? A ne, ker zdaj to je bil dokaz, da to je tako, če se postavim kot neka res široko probam pogledati, to je bil čista institucije so nekako failale, ne? Že to nismo vedeli izvora, še vedno ne vemo, tako zmeda, kaos je, ne? Informacijsko. Ja, mislim, jaz gledam na to kot nesreča. Oni so verjetno dobro namensko, recimo, če predpostavimo, da je to res tam v Wuhanu, v tistem laboratoriju, da so sestavili ta virus in da je potem ven ušel, ne? Oni so verjetno dobro namensko ta virus delali, da bi razumeli, kako deluje, recimo, ja. In kako, če je, recimo, to je mogoče so hoteli videti, kaj bo v prihodnosti, na kakšen način se lahko razvije in potem, če imamo en tak umeten virus, ki je bolj nevaren, da lahko potem tudi najdemo zdravila, ki jih rabimo v prihodnosti, da to ustavimo. Ne? Ampak ja, Se tukaj nisem mislil reči, da so imeli slabe namene, ne vemo, ne. Sam zgodilo se je, kar se je. Ja, jaz bi to gledal kot nesreča in zato je pomembno, da to delamo na ta prav način, da imamo, da varujemo, ne, da se nesreče ne zgodijo. Ne. Ampak zdaj, to je zmeri, je težko najti ta pravo mejo, ne, kako to reguliramo, da v bistvu ne ustavlja razvoja znanosti, ne? In po drugi strani varuje ostale, ker recimo veliko stvari v laboratoriju zdaj, ker to je vsako leto je več enih takih stvari, ki jih moramo paziti, pa ki moramo ki ne smemo več delati, oziroma ki moramo, ne vem, koliko dokumentov izpolniti, če hočemo delati in tako naprej. Za neko birokracijo. Ja, ta birokracija v bistvu nekako po eni strani ustavlja razvoj. Ne? In zato jaz razumem, da so kakšni raziskovalci, ki so malo preveč ambiciozni in potem mislijo, da oni bojo pa tle lahko le malo malo na hitro ali malo naokrog nekaj naredijo, zato ker da bojo malo hitreje nekaj najdel. Tudi zaradi tega, ker je konkurenca, ker ljudje, mislim, raziskovalci tudi nekako tekmujejo en z drugim, ne, kdo bo te prvi nekaj najdel, pa nekaj naredil. Ne. Vse te stvari potem včasih vodijo, da gre kaj malo narobe. Ne. Ampak in to ni mislim, za to ne vem, če se bo kdaj za COVID sploh vedelo, ne, če je res tam izhajalo ali ne, ker so različne teorije,
ampak nobena od teh teorij se nekako ni res dokazano. Ne? In verjetno tisti, če se je to res zgodilo, verjetno oni nočejo, da bi se kdaj to točno zvedel, ne? In zato ne vem, če bom kdaj vedel, ampak je pa jasno, da v preteklosti je bilo več drugih takih nesreč, ki se je kaj zgodilo. Ne? V Avstraliji recimo je ena zanimiva stvar, je, ker so hoteli narediti en virus, da bi ubil zajce, ki so jih Evropejci tja prinesli in so se potem razmnožili. In verjetno je in ta virus naj bi ušel tudi ven, nenamensko. In je ubil, ne vem, več kot 90% zajcev, ampak nažalost ne vse. Ampak mogoče, ne vem, je nenamensko ali namensko, ampak nekako to tudi ni bilo kontrolirano, da je to ven ušlo. Ni ušlo tako, ni bilo nekako narejeno. Ja, ni bilo tako nekako nadzorovano. Tako ja. Optimističen, pesimističen ste. Ja, ne, jaz sem zmeraj optimističen. Jaz mislim, da je, ampak je pa komplicirano področje, kjer je in ker so ljudje različne osebnosti in imajo in tudi na stvari gledajo različno, ne. Potem jaz verjamem, da se bojo zmeraj kakšne stvari ne bojo šle točno tako, kar bi mogoče bilo najbolj. Tako, ko ste prej omenjali tale COVID, ne, jaz sem v bistvu, jaz sem bil, ko smo naredili cepivo, ko se je najdel cepivo za COVID, sem bil jaz blazno optimističen, da bo to končno, da bojo človeštvo videlo, koliko je znanost pomembna in da se nekako znanost rešila tega. Ni važno tako, kje je ta virus prišel, ampak cepivo je res, se mi zdi, da je res pomagalo, da je bilo veliko manj ljudi umrlo, kot bi drugače, če ne bi imeli nič. Ne? Ampak nažalost, kako so stvari šle, je zgleda mogoče imel nasprotni učink, ker potem, ker nekako, ker so bile različne države, so potem ljudem rekli, da se pa morajo cepiti in tako naprej. In zaradi tega, ker so bili potem stranski učinki in tako naprej, da potem so mogoče ljudje malo izgubili to zaupanje za znanost. Jaz ne razumem čisto zakaj, ampak če pa trenutno nekako pogledam, kakšno je stanje, za COVID se noben noče več cepiti, noben se o tem ne pogovarja. Ne? In za znanost noben ne da več denarja, da bi šla nekako hitreje. Ker je, mislim, kot znanstvenik, en veliki problem je to, da ni nikoli dosti denarja. Moramo blazno tekmovati za tiste male pare, malo denarja, ki ga je. Recimo v Avstraliji imamo nekako, če zaprosimo od vlade za denar, ta uspešnost teh, da dobimo ta denar, je to so različne skeme, ampak od 5% do 20%, tako da v glavnem zgubljamo čas, ker moramo, veliko ur rabimo, da napišemo eno tak aplikacijo, da hočemo nekaj študirati in da rabimo toliko in toliko denarja in potem, tudi če je 20%, je samo 1 od 5 teh prošenj je uspešna. Ne? To je, koliko je to zgube časa, ki oni 4 so pa v bistvu čas zgubljali to pisati in potem niso dobili nič in ne morejo tega delati. Ne? Ja. Ampak to je en trend zdaj, ki se ga predvsej opaža, da se zgublja zaupanje v znanost pa institucije, ki so v bistvu se kreirale v 20. stoletju in zdaj gremo v 21. stoletje in sploh COVID je to, se mi zdi, malo pospešil in meni intuicija govori, da je mogoče to, kar ste rekli, res, da ljudje imajo velik zadržek do nekoga,
ki pravi, da nekaj ve, ali pa s sigurnostjo govori nekaj, ne? Čeprav ni dost informacij. Ne? In jaz mislim, da med samim COVID-om je bilo tako, komunikacija je bila tako zelo neposredna pa ostra, češ vemo, kaj je prav narediti v tem trenutku, zato ker smo mi znanstveniki, pa mi se ukvarjamo z znanostjo. Ne? In ta citat mi je v bistvu najboljši, ne? Da vera v znanost je vera v ignoranco znanstvenikov. Ne smeš imeti vere v znanost. Vera si že zgubil takoj. Ne? In se mi zdi, da je bil tak občutek, da stroka nasili v to, ne ji verjamemo. In potem se ena stvar malo drugače izkaže in se podrejo cele domine zaupanja v te institucije, pa v znanstvenike. In jaz mislim, da je tukaj sem tudi s Sašo Dolencem, sem med korono govoril o tem, ki je tak promotor znanosti, pa znanstvenega, pa sem rekel, da to ne vidim, da je pravi pristop in da je tukaj stroka kriva, ker ne zna komunicirati z navadno populacijo, bi rekel. Ne? To je drugačen jezik. Dva znanstvenika med sabo drugače govorita kot znanstvenik proti splošni populaciji. To mora biti drugačen način komunikacije. Ne? Ja, meni se zdi, da je veliko strani tega. Ne? En problem je to, da mislim, ne vem, če lahko primerjamo, recimo, kakor ponavadi znanost gre, mislim, najdemo eno vprašanje, ki ga je treba rešiti, potem premislimo, s kakšnimi metodami se bomo tega lotili, imamo ene hipoteze, ki hočemo dokazati ali ne. In potem vidimo, kaj se zgodi in potem to recimo objavimo in tako naprej. Ne? In to nekako gre počasi. Zdaj, ko smo imeli pa koronavirus, ta problem je bilo pa treba se ene stvari odločiti, ne? In mogoče tisti normalni procesi, ki se ponovadi ki se jim ponovadi sledi, jih je bilo treba malo skrajšati, malo hitreje kakšne stvari narediti. Ne? To je bil del problema. In potem za cepiva ponovadi je trajalo, ne vem, 10-20 let, da je cepivo vam prišlo, tle smo pa manj kot v enem letu. Ne? Ja. To je čist, in zaradi tega je bilo mogoče kdaj kakšne odločitve treba narediti, ker nismo imeli vseh informacij še, da bi in zdaj to je bilo jasno, da vse te odločitve ne bojo pravilne. Ne? Uh-huh. In spet takrat je bilo vse verjetno dobro namerno, ampak mogoče so kakšni strokovnjaki takrat so mogoče preveč nekako bili samozavestni s tem, oziroma mogoče je bilo treba na ta način narediti, ampak mogoče takrat niso razmišljali, če bomo pa zdaj eno napako naredili, potem pa, kakšne bojo pa dolgotrajne posledice tega, da potem pa ljudje sploh ne bojo več verjeli, takrat verjetno ni bilo časa o tem razmišljati. Ne? Tako da jaz ne vem, najboljš, kar lahko naredimo, je, da se učimo iz tega, kako smo se zdaj zadnjič tega lokali, da smo zdaj bolj pripravljeni in da upam, da v prihodnosti naredimo, se odločamo še boljš, pa hitrejš, ampak to ni, ne vem, noben ne ve, kaj je prav pa narobe, glede tega po moje. Ne? Ja, jaz mislim, da ta trditev drži, noben ne ve, ampak glih ta način komunikacije, kot vemo, je problematičen, ne vedno. Ne. In jaz mislim, da tudi otroka nas vpraša, zakaj moram to narediti, pa se nam ne da mu razlagati, mi imamo že neke nivoje, ki smo jih že naredili in se nam ne da njemu razlagati, ali pa mislimo, da ni dovolj razvit, da bi on razumel, zakaj more nekaj narediti, kam mu naročimo. Ne. Se mi zdi, ta je problem, ko se z odraslimi osebami pogovarjamo na ta način, ne, da izgubimo zaupanje te odrasle osebe. Ne. To tudi na nivoju samih strokovnjakov, recimo, zdaj, če se spomnim nazaj, takrat v začetku koronavirusa, ko se je avstralska vlada morala ene odločitve, se mogla odločati, kako se tega loti. Takrat je bilo zelo malo informacij
iz avstralske strani in je Avstralska akademija za znanost je zelo nekako Uprla se. Pushback. Pritiskala na vlado, da bi več informacij vendal in so kot primer so dali Anglijo oziroma Veliko Britanijo, kjer so bili zelo nekako odprti, kakšni problemi so, kako se bomo tega lotili, kako bomo cepivo. Veliko več je bilo informacij tam, kar recimo v Avstraliji in je Avstralska akademija je nekako to kazala kot primer, kako bi avstralska vlada morala. Ne? In zdaj, če gledamo nazaj, v bistvu je tudi z Veliko Britanijo bilo zelo veliko problemov, kako so se tega lokali, čeprav mogoče so se boljš kot v Avstraliji, ampak zdaj, če gledamo nazaj, je tam zelo veliko napak so naredili. Ne? Tako da ne vem. Takrat smo gledali, kako se da to boljše, ampak tudi oni niso uspeli na koncu bolj skozi priti. Ne? Ja, za nazaj je vedno lažje govoriti. To je ta general biti po bitki je lažje. Ne? Ja, tako da to je točno ta primer in upam, da smo se kaj naučili. Ne? Bomo videli ob naslednji krizi, kaj smo se naučili kolektivno iz tega, ampak jaz mislim, da ne dost, ker je družba precej razdaljena glede tega, še do nas, glede COVID-a nasplošno. Jaz mislim, da imamo precej velik razkorak v miselnih mehurčkih ali pa pogleda na svet, kaj se je dejansko zgodilo, a smo prav delali ali ne, eni bi bolj tako, eni bi bolj tako. Ne. Ni neke narative, ki bi bila skupna vsem. Ampak je velik problem, ker se vsi toliko specializiramo in ta področja postanejo toliko v bistvu komplicirana, kako to na ta prav način publiki predstaviš. Ne? In kako predstaviš na način, da vejo, da vsega ne poznamo, ampak probamo ta prav kompromis narediti ali pa ta najboljša odločitev z informacije, ki jih imamo takrat. Ne? To je po moje zelo težko. Ne? In zmeri bojo po moje ljudje, ki ne bojo temu verjeli. Oziroma ne bojo razumeli, tudi če poskušamo razložiti na najboljši način. Ja, to je velik primer. Zato rabimo ljudi, kot ste verjetno vi, ki potem publiki nekako poskušajo predstaviti stvari, ki so mogoče bolj komplicirane, ki jih drugače ne bi mogoče brali ali ne bi o tem nič vedeli, ne, da nekako saj malo se informirajo o tem, ne, in potem mogoče imajo eno boljše stališče do tega. Ne. Ja. Sem tukaj vseeno preveč odgovornosti pade na nekoga, ne, ker nekako moderiraš informacije pa vsebine, vseh informacij ne boš mogel predstaviti, ne boš mogel vedno druge strani, a ne, pa včasih ni smiselna za tebe, ki to ustvarjaš. Tako da ne vem, če bi si sploh upal neko tako odgovornost prevzeti, ki so jo mediji, te glavni mediji imeli med takimi krizami, a ne. Katere zdaj informacije plasirati, katere ne. Že kaj je teorija prišla v laboratoriju iz Wuhana, to mediji niso takrat poročali, ker so tretirali kot to je neka nora teorija zarote. Ne. In tudi na Twitterju so dejansko cenzurirali te objave. Ne. In to je v bistvu nek tak nor svet, vidim, mogoče ena stvar resnična in je ne smeš povedati. A ne. In to vedno v zgodovini je bilo slabo obdobje sledilo temu, a ne? Ko smo to začeli delati. Ne? Ja, v Avstraliji je bilo to veliko zaradi pritiska, ker so ga nekako občutili, če razizijo Kitajsko, ker Avstralija je še bolj v tistem delu sveta, kjer je zelo odvisna od Kitajske. In potem je, kakor se Kitajska obnaša, ne, je bilo zelo pomembno, da jih nekako preveč ne razjezimo. Ne. In to je tudi, so bile ene izjave od avstralskih politikov, ki
ki Kitajci niso najbolj sprejeli, ker so nekako hoteli so, da se to raziskuje in Kitajci niso hoteli raziskovati in to je imelo več let posledic. Ne? Zdaj se počasi to popravlja. Tako da vse te stvari so zelo povezane. Ne? Okay. Kaj je CRISPR? Kaj je tehnologija CRISPR? Pa recimo, da nič ne vem o tem, kako bi mi to predstavili. Pa v osnovni šoli sem imel kemijo, recimo. Ja. Spet nisem vlasen strokovnjak za CRISPR, ampak v bistvu je to osnovno, je to en imunski odziv, ki so ga bakterije razvile, da se borijo proti virusom. Virusi, ki napadajo bakterije, se imenujejo bakteriofagi. In tako da tudi bakterije, čeprav so tako enostavne, imajo imajo sovražnike in se morajo nekako boriti proti tem sovražnikom, in to so v tem primeru virusi. In tako da obstaja... bakteriofag je virus v bistvu, ne? Ja. Bakteriofagi so virusi, ki napadajo bakterije. To so. In CRISPR je samo ena od več kot 100 različnih takih signalnih poti oziroma odzivov so že našli in tudi delno mi delamo na tem področju, ne direktno s CRISPR, ampak s enimi drugimi signalnimi potmi. In CRISPR je ena od teh in v bistvu je, ko so študirali ta imunski odziv, so ugotovili, da to je ena zelo zanimiva signalna pot, ki jo lahko uporabimo v dobre namene, zato da spremenimo gene v drugih organizmih tudi, ne samo v bakterijah. Tako da najprej so to potem pokazali, da se v bakterijah lahko nekako manipuliramo to signalno pot, da spremenimo ene gene, ene nukleotide v bakterijah in potem so ugotovili, da to lahko potem prenesemo tudi na človeške celice, rastlinske celice, karkoli. In zdaj, zakaj je zelo uporabno to je, ker v bistvu to ni, veliko je problema s tem, če hočemo mi recimo uporabljati druge metode, kjer spreminjamo en gen, ker ga spreminjamo dolgotrajno, ne, za zmeraj. Ne. Če v celici recimo en gen ven izbijemo, če ima recimo en povzroča bolezen in potem ga ven izbijemo, to potem ostane tako. Ne. A to lahko že pri živem organizmu, ki je odrasel, recimo človek, naredimo spremembo? Ali je to potrebno prej narediti? Ne, to se zmanipulira tako, da je v celice, iz katere potem naredimo nov, to se imenuje genetsko manipuliran GMO, ne? Genetically Modified Organism. To je to, ne? Da spremenimo nekaj in potem naredimo nov organizem, ki je zdaj spremenjen. Ampak to bo zmeri spremenjen in vsi otroci od tega bojo potem zmeri spremenjeni. Ne? Razlika s tem CRISPR so pa gotovili, da lahko zdaj to v bistvu editiramo. Ne? To je zdaj, je slovenski izraz za to, manipulacija, sprememba. Spremenimo, ampak editing se imenuje. To spremenimo samo v kratko. Urednikovanje. Urednik je to. Editor. V bistvu uredimo, ampak to je zdaj, to se ne bo šlo na naslednje generacije. To je razlika. Ne? In zato so ljudje videli, da to ima pa zelo velik prihodnosti, ker zdaj namesto, da bi, ker so različni etični problemi s tem, da zdaj za zmeraj to, za prihodne generacije to spremenimo, ne? Da zdaj spremenimo samo na enem, da to rešimo mogoče tega človeka, ampak da to ampak to ne bo šlo potem na naslednje generacije. In zato je to nekaj drugače kot GMO, tako da je verjetno prihodnost tega, da potem lahko ozdravimo od nekaterih bolezni, ki rabijo da nekaj spremenimo v genih, ampak da to ne naredimo tako za zmeraj naprej in zato je
etično verjetno manj tvegano. Ja. Zato je to taka pomembna procedura. Pa smo kaj že naredili na človeku v tej smeri? Zdaj veliko je še debate o tem, to je bilo uporabljeno. Mislim, ta prvi primer poznam zaradi tega, ker sem prebral eno poljudno knjigo o biografijo v bistvu Jennifer Doudna, ki je ena od prvih izumiteljev oziroma prvih raziskovalcev, ki je našlo to. Je dobila Nobelovo nagrado? Ja, ona je ena od Nobelov. In tam je tudi opisano tudi njeni drugi raziskovalci na teh področjih in na Kitajskem je nekako mal mogoče nečist po regulacijah, čeprav je to debatirano, če se je to smelo ali ne. V glavnem, kasneje so rekli, da to se ne bi smeli narediti in so tudi meni se odpustili tega inštituta, ampak kaj so pa oni naredili? On je hotel to pokazati, da se to da narediti na človeških celicah in z ljudmi in oni so spremenili nekaj, da potem bom samo izklopil ga. Vse v redu. Ne bo se slišal. Zdaj, ne vem točno detalje, ampak kaj so spremenili, je to, da so zmanjšali možnost, da so otroci od ene mame, ki je imela AIDS, da bi potem da bi se to potem šlo na otroke. Ne? Da bi ustavili to prenos. Ja, to je bila prva, kakor jaz vem, prvič, ko so to uporabljali na človeškem in potem nekako to so nekako obsodili, da se to malo prehitro naredili, da bi se to več treba debatirati o tem, ampak meni se je bilo to uspešno in deluje in tako da ta tehnologija obstaja. Ampak zdaj je treba to na prav način nekako regulirati, da se to ne uporablja za kakšne zlobne namene ali kakršnekoli namene, ampak to, kar se etično je sprejemljivo, pa da je za ta prav problem rešiti. Kaj pa lahko s tem naredimo? Zdaj čisto neko tako mogoče neumno vprašanje, ali lahko IQ zvišamo nekomu, preden se rodi? Ali je to neka druga? Če bi vedeli, ja. Kaj lahko s to tehnologijo naredimo, je, da spremenimo en gen, tako uredimo, editiramo gen, tako da potem imamo ta človek, oziroma karkoli organizem, da potem ima to spremembo. Ampak da se ta sprememba ne gre potem na otroke, na prihodne generacije, ampak samo za ta organizem pa lahko to spremenimo. Ne? Tako da v bistvu, če je to recimo, če je to en dojenček, pa potem, ko vidimo v genu, ima pa tole in da bo ta verjetno umrl mlad, lahko potem naredimo to spremembo in potem bo ta človek verjetno normalno življenje živel. In v tem primeru se mi zdi, da to je ena taka uporaba, to je nekaj takega, kar bi mogli narediti, ker bi mogoče drugače ta dojenček mlad umrl ali pa karkoli. Ne. Ampak je še veliko debate in zdaj jaz nisem čisto seznanjen s tem, kje to stoji trenutno, ampak jaz mislim, da to je verjetno nekaj takega, ki bi se mogli, za taka stvar, za katero bi se mogli to uporabljati. Ne. Se pravi za zdravljenje bolezni, preprečevanje smrti. Nazaj pa potem na vprašanje, ki ste ga vi imeli, če lahko zboljšamo lahko IQ, če vemo, na kakšen način lahko to naredimo. Ne. Če vemo, če pa v tem genu tole spremenimo, potem bo pa ta človek imel boljši IQ. To ne vemo. Potem v bistvu bi lahko to naredili, ampak
kolikor jaz vem, to je pa malo bolj komplicirana stvar, kot mogoče ena taka bolezen, ki je zaradi ene mutacije v enem genu. Ja. Mogoče, če prav razumem, ne vem, barva oči je bolj enostaven zapis kot neka stvar, kakor IQ, ki je lahko zelo zelo veliko genov skupaj deluje nam, da se imaš potem boljši ali slabši IQ. Ja. Tako da to verjetno prve stvari, ki se bo to uporabljalo, je kjer točno vemo, ta mutacija vodi do te bolezni in zato, če to nazaj spremenimo, potem bomo rešili tega človeka, da ne bo imel te bolezni. To bojo po moje te prve stvari, ki se bo to uporabljalo. Tudi barva oči je že malo bolj komplicirana lastnost, se mi zdi, da ni samo en gen. Ne vem. A bi mi lahko razložili letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo? Kaj so v bistvu odkrili, ker to tudi posega na moje področje, kaj je AI, ne? In tako malo, če lahko o tem govoriva. Sta bile dve Nobelove nagrade, ki so bile zelo po podobnih področjih, ne? In ta posebej za kemijo. Ni problema. Je v bistvu gre nazaj na moje ozko področje, ki je na biologiji. Prišla nazaj na moje področje. Ja. Tako da, zdaj, če gremo nazaj, kar sem že prej razlagal, moje področje je, da eksperimentalno določimo tridimenzionalno strukturo proteinov. Zdaj, če govorimo specifično o proteinih, beljakovinah, to je zaporedje aminokislin in to zaporedje določi, da se ta protein zvije v določen način. In kako se ta dolgo zaporedje, kako se zvije. Prepogiba, ne? Prepogne, pa zvije, tako da to zaporedje gre nekako v enem kompliciran način in to določi tisto obliko oziroma strukturo, ki ga na koncu ta protein ima. In zdaj, že dolga leta so se ljudje poskušali napovedati, recimo če imajo sekvenco, recimo, ko preberemo gen, vemo, kakšno sekvenco ta protein bi imel, in že dolg časa je bilo veliko, velike denarje za to porabljali, da bi se znali napovedati, direktno iz sekvence, kakšna je ta struktura. Ker eksperimentalne strukture, ki sem jaz prej razlagal, kristalografija, elektronska mikroskopija, so veliko časa rabimo, zelo drago opremo rabimo in tako naprej. Če bi lahko z računalnikom predvideli to bi zelo veliko nam pomagali. In vse različni pristopi, ki so jih v preteklosti uporabljali, so bili verjetno ne zelo uspešni, bi rekli. Nekaj, kar je bilo razmeroma uspešno, je to, če imamo dva zelo podobna proteina. Recimo, en protein iz človeka in če vemo kristalno strukturo tega proteina, potem recimo protein iz miši, ki ima samo par različnih aminokislin, potem mi vemo, da bo struktura zelo podobna in metode so kar dobro delovale, da za te zelo podobne proteine lahko napovemo strukturo. Ampak kaj pa je bilo kaj novega s čisto različnim zaporedjem aminokislin, je bilo pa nemogoče. In kaj so pa te ljudje s metoda, ki se imenuje AlphaFold, uspeli narediti, je pa, da so en tak računalniški pristop našli, ki pa z veliko večjo uspešnostjo lahko napove strukturo v bistvu iz kakršnekoli zaporedja aminokislin. To je njihova, to je, kar so uspeli in zato so dobili nagrado. In so v bistvu zelo hitro dobili, ker je ta AlphaFold je ta prva verzija AlphaFold sploh ni bila še toliko uspešna, ampak AlphaFold 2
ki je pa verjetno objavljen, mogoče 2021, 2022, enkrat takrat, je pa bil en blazen skok in ta je pa res začela delovati zelo veliko boljš, kjerkoli druge metode in potem zdaj letos se objavlja AlphaFold 3, ki pa je v bistvu ni bolj uspešno, ampak se da pa za več stvari uporabljati, tako da, naprimer, AlphaFold 2 je lahko samo napovedal strukturo samega proteina, to se pravi za priporedje aminokislin, ni pa, če pa ta protein nekaj drugega veže, nisem mogel uporabljati za to, da bi videli, kje se ta ligand veže, pa tako naprej. In AlphaFold 3 je pa zdaj lahko tudi te komplekse z drugimi makromolekulami, recimo, oziroma majhnimi molekulami napove. Ne. Tako da to bo verjetno zelo revolucioniziralo razvoj zdravil, ker hočemo najti, kako se najboljše spojino, najboljšo, ki se veže na določeno mesto in potem inhibira recimo protein, če hočemo ga inhibirati, ali pa včasih hočemo pospešati, razboljšati protein. Tako različne zdravila imajo lahko različne funkcije, ampak zmeraj se mora nekam vezati na ta protein in to nam bo pomagalo napovedati, kjera spojina, kjera molekula bi lahko imela tako lastnost. Tako da, ja, to je res velik napredek, se mi zdi. In jaz mislim, da je res prav, da so jim dali to Nobelovo nagrado in da se na ta način nekako pokazali drugim, koliko je to pomemben skok, ne, v znanosti. Tudi mislim, mene zdaj ljudje sprašujejo, taki, ki niso čisto strukturni biologi, ne, ki me vidijo tam v hiši, v stavbi me sprašujejo, nimaš več službe, ker zdaj ni treba več, ker zdaj lahko vse napovemo, ni treba več eksperimentalno delati in to ni res, še zmeri so to napovedane strukture, še zmeri niso čisto pravilne. Sprav zožen nam nabor. Ampak zelo pomaga in ena stvar, ki pomaga, je, da nam tudi pomaga potem hitreje eksperimentalne strukture določati. Ne? In zato je za nas to dobro. Namesto, da bi mogli vi 1000 različnih stvari probati, jih probate 10 in tam nekje se skriva rešitev, še vedno ste mogli probati. A prav razumem? Ne, to je to. Zdaj, problemi z en problem, ki ga moramo rešiti, ko eksperimentalno določimo strukturo, to je specifično za kristalografijo, je, ker tiste zmerimo te intenzitete teh uklonov, to nam v bistvu direktno nada nazaj strukture. Eni podatki, ki jih rabimo, ki se imenujejo faze teh uklonov, nekako zgubimo s tem eksperimentom. In en način, da to potem rešimo, je to, da če da povemo, kakšna struktura je, potem lahko najdemo tako z računalniki, kje je naš protein v kristalih in potem samo tako da najdemo približek te strukture in potem sam nekako iterativno potem zboljšamo in najdemo kot tisto končno strukturo. Ne. In zdaj, včasih smo lahko to uporabljali ta način, če smo, kot sem rekel prej, če imamo dva zelo podobna zaporedja, potem lahko nekako napovemo, kakšna struktura bo in potem lahko na ta način nekako hitrej eksperimentalno strukturo rešimo. Zdaj pa nam je to razširilo tudi za popolnoma nove proteine, ker ne vemo prej strukture, zdaj lahko nekako dosti dobro napoved naredimo, da potem lahko tako pospešimo, kako to strukturo ločimo. In tudi za elektronsko mikroskopijo to pomaga, ker včasih nimamo take ločljivosti, da bi res lahko vedeli, kje so posamezni atomi. Včasih recimo rabimo nekako 2 angstrema, 3 angstrema ločljivosti, da lahko posamezne atome damo določena mesta.
Če imamo pa že 4 angstreme, je pa vse nekako ni dosti. Motno, ja. Je bolj motno in ne moramo atome postaviti na določena mesta, ampak če imamo pa tisto nekako predvideno strukturo, pa vidimo, da je ta prave oblike, potem pa nam to pomaga, da potem tudi nekako tak atomski model iz tega sestavimo, tudi če nimamo take visoke ločljivosti. Tako da to res nam korist, ne samo, da za kakršnikoli protein lahko eno strukturo napovemo in potem uporabljamo to za hipoteze, kako deluje, ampak tudi to, da eksperimentalne strukture rešimo hitreje in da potem lahko še bolj hipoteze v funkciji tvorimo. Kako hitreje govoriva? Recimo, če bi res mogla dati procente ali pa ne vem, večkratnik. V bistvu AlphaFold 3 lahko napove strukturo v računalniku v sekundah ali pa minutah, tako da to je zelo hiter. Za eksperimentalno mislim, v idealnih primerih rabimo mogoče, če dobimo kristal, lahko rešimo strukturo mogoče v 1 uri. Podatke se da zbrati v par minutah, potem rabimo ene računalniške algoritme in v bistvu mogoče tudi v minutah ali pa vsaj v 1 uri potem lahko strukturo dobimo. To je zdaj. Kako je bilo pa prej, ko niste imeli podatkov iz AlphaFolda? Ja, včasih za ene primere smo rabili ene druge metode in za tiste metode smo mogli pa potem eno inačico tega proteina narediti in potem kristalizirati in podatke zbrati in iz tega potem se je mogoče dal, ali pa smo mogli ene težke atome dodati zraven. Tako različni eni druge eksperimentalne procese smo mogli uporabljati, ki včasih to pomembno, da smo rabili mesece ali pa leta, da smo lahko sploh strukturo rešili. Torej, to, kar ste govorili, pohitri postopek in glavna aplikacija tega so zdravila. Se pravi, hitrejše odkrivanje novih zdravil. Jaz bi rekel, da glavna aplikacija je, da razumemo, kako proteini oziroma makromolekule delujejo. Ampak ena zelo najbolj uporabnih stvari je pa, da je lahko zdravila hitreje razvijamo. Posebej s tem ta zadnja inačica, AlphaFold 3. Zato, zdaj, to je bilo zanimivo. Oni, ki so objavili to metodo. To prihaja iz Google, ne iz DeepMinda, ne? DeepMind, ja. In Google je kupil DeepMind, kot jaz razumem. Ko so oni prvič to objavili, zdaj v glavnem obstaja nekako ena taka zakon ali pravilo, da takrat, če se objavi eno tak software, eno računalniško metodo, da moraš to objaviti tudi tisto kodo, pa to, da programe, da potem da je transparentno. Da ljudje lahko to preverijo, kako to deluje, da lahko naprej razvijajo drugi. In oni so nekako prepričali eno od glavnih revij, to je bilo Men's Nature, kar se spomnim, da ne bojo takrat objavili, da so jim dali nekaj časa, preden to naredijo javno, zato da so potem lahko oni malo sami naprej prej to uporabljali, preden je bilo ostalim drugim raziskovalcem da so lahko drugi raziskovalci to uporabljali. Ampak zdaj se mi zdi, da to je meni 6 mesecev bilo od tega in da so zdaj, da je tisti termin potekel in da so mogli to dati na razpolago drugim. Zakaj pa so imeli to obdobje? Zaradi tega, ker so hoteli nekako malo oni sami od tega eno koristiti, tako da so oni
začeli malo ta razvoj zdravil, da so imeli malo... Kaj rečete oni, a to je Nature ali Google? Google oziroma DeepMind, ja. Oni bi lahko to verjetno sploh ne naznanili, sploh ne sporočili in bi imeli ekskluzivno uporabo tega. Ja, zdaj so naredili en kompromis. Ne. Oni so verjetno hoteli, da ljudje vejo, da so to razvili, oziroma da so bili ta prvi, ki so to razvili in tako naprej. Jaz mislim, ampak po drugi strani so pa, ker so nekako firma, ne, ker so profitno orientirani. Privatni denar imeli, da so hoteli nekako malo čut sami se potem nekaj nazaj dobiti od tega. Ne? In so nekako en tak zrevijo, so en tak deal naredili, ne? Da so jim pustili, da so 6 mesecev, da so sami potem to nekaj delajo, potem bojo pomogli drugi, da razpolago. Ne? Je nekako nenavadno, da so uspeli to se nekako domeniti, ampak verjetno je pa, mislim, se mi zdi, da je dobro, da so, ker potem veliko, če bi oni sam to potem ne bi nikomu o tem povedali, tako kot ste vi predlagali, ne, potem tudi ljudje, mislim, še vsem smo mi lahko vsi to uporabljali, tudi zadnjih 6 mesecev. Samo nismo mogli uporabljati za ene nove molekule, za nove spojine, za nove zdravila. Ker kako so oni to... Sprav nek demo so dali. Ja, en tak demo so dali, kjer smo lahko videli, mi, kar mi delamo, ena molekula, ki je pomembna na mojem področju, je NAD, nikotinamide dinukleotide. To je ena molekula, ki eni proteini, ki mi na njih delamo, razgrajujejo ta NAD in smo potem lahko uporabljali že AlphaFold 3, takoj, ki je bil objavljen, ker NAD je ena od teh molekul, ki so pomembne za vsako celico in so to dali na razpolago, da smo lahko mi gledali, kako se NAD veže te proteine. Smo tako direktno tako lahko uporabljali. Pa če smo hodili pa eno tak različico NAD, ki bi bilo mogoče inhibitor, pa nismo mogli uporabljati s tistim demotom, ki so oni dali na razpolago. Ampak zdaj, ki so pa po 6 mesecih, ki so dali, pa lahko v bistvu en, ki je dober računalnikar, lahko zdaj naredimo tako, da bo za druge molekule tudi, da bo nove inhibitore lahko in take različice NAD lahko vidimo, če se vežejo, koliko se dobro vežejo in tako naprej. Ne. Se ta hitrost razvoja je zelo zanimiva, ker kakor sva rekla, 2021, 2022, potem je nova verzija, zdaj že 3. verzija, zgleda bo vsako leto ali pa na 2 leti oziroma ne veva zares, če bo, ne, ampak če ekstrapolirava glede na preteklost, se bo to zelo hitro razvijalo. Ja. In kam mislite, da to lahko gre, da bo ta program oziroma umetna inteligenca lahko vse te stvari predvidela in bo neko zdravilo eksperimentalno na voljo takoj, ne? V bistvu v 1 uri. Ja, bomo videli, koliko bo to uspešno. Ne? Zaenkrat še ne vemo. Ne? Ampak to se bo razvijalo se bo na različne načine. En razlog, zakaj se bo to hitro naprej razvijalo, je tudi ta, da se bojo, ker pomaga eksperimentalne strukture in potem ker je umetna inteligenca, ki se uči na tem, kar eksperimentalne strukture, ki obstajajo. Ne? To je ena velika baza podatkov, ki se imenuje Protein Data Bank. Tam so vse te strukture in AlphaFold temelji na temu, da se uči to so znane strukture zdaj, kako se bojo razvijale te novi proteini. Iz tega se uči. Ne? In več kot je eksperimentalno strukturo, ki vemo, da so pravilne, bolj precizno oziroma pravilno bo lahko napovedoval. Ne? Druga je pa to, da ko te programe, ta software dajo v javno domeno, potem bojo tudi drugi lahko potem različne
na različne načine to potem naprej razvijali. Ne? Mogoče za različne uporabnosti, eni bolj za zdravila, eni bolj za bolj kompleksne makromolekule in tako naprej. Ne? Tako da, ja, to se bo, jaz sem prepričan, da se bo to zelo hitro razvijalo, ampak iz različnih razlogov, ne? Zato, ker bo več struktur, ker bojo boljše baze podatkov, zato, ker bo več ljudi na tem delali. Ne? AlphaFold 2, tisti, ki je bil objavljen 2021 ali 2022, tisto so takoj dali, da so drugi ljudje tudi potem začeli svoje verzije teh programov razvijati in to je tudi pripomoglo k temu, da se za več in več stvari da uporabljati. Ja, jaz bi se vam rad upravičil, če sem kdaj preveč izven vašega področja vas spraševal. Ja, no, jaz z veseljem o tem se pogovarjam, ne. Se ste vedno dali zvezdico, nisem strokovnjak. Edini problem je to, če jaz ker nisem dosti strokovnjak, če kaj narobe povem, ker koga zavajam ali karkoli, ja, to ne bi rad, ne. Ne, se mislim, da ste vedno dali to zvezdico od spredi, tako da hvala vam za vaš čas, pa ker ste bili pripravljeni z mano mi malo predstaviti, no, te stvari, mi je bilo zelo zanimivo. Ja, ni problema, zmeri z veseljem, ne. Dobro se je izšlo, da sem tlele v Ljubljani zdaj par tednov, tako da sem lahko prišel in tudi, da ste pred novim letom, da ste imeli čas, da tole upravimo, ne. Ja. Super. Super, hvala vam. Hvala.